Bluey ni le oddaja o psički in njeni družini. To je oddaja, ki je tiho gradila podrobno časovnico skozi 3 sezone, preskakujoč med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. A večina ljudi se nikoli ni ustavila, da bi vse to povezala skupaj. Danes bomo naredili prav to. To je popolna časovnica Bluey, od samega začetka do vsega, kar vemo o tem, kaj sledi. Začnimo, preden se je Bluey sploh rodila. Preden je bil Bandit oče, preden je bila Chili mama, sta bila oba le otroka, ki sta odraščala v popolnoma različnih svetovih. In serija nam je dala dovolj vpogledov v tista zgodnja leta, da si lahko ustvarimo precej jasno sliko. Banditovo otroštvo je prikazano v epizodi Pravljica, kjer govori o odraščanju v 80-ih letih. In različica Bandita, ki jo vidimo takrat, je zelo drugačna od potrpežljivega, igrivega očeta, ki ga poznamo danes. Bil je neurejen, nekoliko nesramen in je rad zafrkaval svojega mlajšega brata Stripa. Vozil je kolo, poletja preživljal na plaži in se še ni naučil najpomembnejše lekcije v svojem življenju. Kako dejansko skrbeti za nekoga, ki je manjši od njega. Otroštvo Chili je veliko težje. Njeno polno ime pred poroko je bilo Chili Cattle, odraščala pa je z očetom, ki je bil vojak, kar je pomenilo, da je bil pogosto odsoten od doma. In z mamo, ki je bila bolna. V epizodi Zmaj izvemo, da je gospa Cattle umrla, ko je bila Chili še mlada. Kljub vsemu temu je njen oče poskrbel, da je odrasla v močno osebo. V drugi sezoni, v epizodi Dedi, vidimo, da je odraščala blizu močvirja. Naučila se je plavati v odprti vodi in se naučila preživeti v divjini. Njen oče jo je oblikoval v osebo, kakršna je postala. Odporno, sposobno in globoko ljubečo. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kako sta se Bandit in Chili pravzaprav spoznala. In tukaj postane zanimivo, saj je odgovor popolnoma odvisen od tega, koga vprašate. Banditova različica sega vse do epizode Pravljična zgodba, ki je postavljena v pozna 80. leta v počitniškem kempu s prikolicami. Bandit je otrok. Njegov brat Redli ga uroči, kar pomeni, da ne sme govoriti, dokler nekdo ne izreče njegovega imena. In medtem, ko jo obtiča v tišini, sreča mlado dekle, oblečeno v kostum Shira. Uganila je njegovo ime in prekinila urok. Bandit Sheila. In to je trenutek, ki ga Bandit nikoli ni pozabil. Popolnoma je prepričan, da je bila tista deklica Chili. Bandit že desetletja nosi ta spomin s seboj. Če pa vprašate Chili, vam bo povedala popolnoma drugačno zgodbo. Po njenih besedah sta se srečala kot odrasla na zabavi v Londonu, njen prvi spomin na Bandita pa ni prav romantičen. Drezal si je v nos. To je podoba, ki je ostala iz njunega prvega srečanja. Kljub temu sta se ujela in začela hoditi in ostalo je zgodovina. Chili se ne spomni počitniškega parka, niti kostuma Shira, niti česarkoli od tega. Kar pomeni, da je Bandit leta razmišljal o dekletu, ki je popolnoma pozabila, da sploh obstaja. Ampak zgodba se ne konča v Londonu. Ko sta se Bandit in Chili končno zbližala, še nista bila pripravljena na umirjeno življenje. Skupaj sta šla na potovanje z nahrbtniki po Evropi in Indiji. Pravzaprav lahko na steni hiše Hillerjev v epizodi Popotniki vidite uokvirjeno fotografijo njunih popotniških dni. To je majhna podrobnost, ki jo večina ljudi preprosto spregleda. In potem pride podrobnost, ki jo večina ljudi popolnoma spregleda. V oddaji je razkrito tudi, da Bandit in Chili sta skoraj imela otroka, še preden se je rodila Bluey. Chili je bila noseča in izgubila je otroka. V igri, ki jo izvajata Bluey in Bingo, ko ima Bingo moder balon na trebuhu, to predstavlja otroka, ki se nikoli ni rodil. Joe Bram je to sam potrdil. To je ena najbolj subtilnih in srce parajočih podrobnosti v celotni oddaji, postavljena v nekaj, kar izgleda kot smešna otroška igra. In večina ljudi to gleda, ne da bi sploh kdaj ugotovili, kaj to v resnici pomeni. Bluey se rodi nekaj časa potem, a tudi takrat se serija še ni začela. Prva leta Blueynega življenja obstajajo le v spominih in prizorih iz preteklosti, raztresenih po seriji. V epizodi Spalnica vidimo, kako Chili pripravlja prostor, kjer sta Bluey in Bingo prvič spali, vključno z otroško posteljico, ki sta jo uporabljali kot dojenčici. In v epizodi Otroška dirka izvemo, da je bila Bluey pravzaprav zadnja med svojimi prijatelji, ki se je naučila hoditi. Že kot dojenčica je poznala Coco, Snickers in Judaha. To so bili njeni prvi prijatelji, še preden je sploh razumela, kaj je prijateljstvo. Prve korake naredi v kuhinji, ko gre proti Chili, ker si želi objem, kar je najbolj značilno za Bluey. 2 leti po rojstvu Bluey se rodi Bingo. O Bingovih najzgodnejših letih ni veliko podrobnosti. Vemo pa, da jo je Bandit nosil v nosilki za dojenčke, medtem ko se je Chili posvečala Bluey. To vidimo v epizodi Očka dojenček. Že od samega začetka je imel Bingo posebno vez z očetom, ki se vleče skozi celo serijo. Preden se oddaja uradno začne, Bluey dejansko obiskuje drugo šolo. V epizodi Bob Bilby omeni, da je maskoto razreda že prej odnesla domov, kar pomeni, da je bila že učenka pri učiteljici Retriever, še preden se je pridružila razredu učiteljice Calypso. Ta podrobnost je lahko hitro spregledana, a to pomeni, da obstaja celo poglavje Blueynega zgodnega šolskega življenja, ki ga oddaja nikoli ni v celoti raziskala. Glavna serija se začne z epizodo Čarobni ksilofon. Tukaj prvič zares spoznamo družino Hiller.
Bluey, Bingo, Bandit, ki dela od doma kot arheolog, in Chili, ki dela na letališču. Prva sezona ima več kot 50 epizod in pokriva širok spekter čustvenih tem. V epizodi Posnemovalec Bluey izve, kaj je žalost, potem ko umre majhna ptica. V epizodi Potok se nauči premagovati strah, da bi odrasla. In v epizodi Sadni netopir sanja o stvareh, ki si jih želi. In v tej sanjah se pojavi Mackenzie. Ali je to začetek njenih čustev do njega ali zgolj naključje, ostaja odprta vprašanje o seriji. Druga sezona pride 2 leti po premieri serije in prinese še večje razkritja. Epizoda Bingo nam ponudi veliko globlji vpogled v Blueyino mlajšo sestro, njeno ljubezen do narave, njeno sposobnost biti sama in njeno navdušenje nad žuželkami. In v epizodi Čas za spanje, kjer Bingo v sanjah potuje skozi vesolje in spozna, da je čas, da odraste, je ena najbolj čustveno močnih epizod v celotni seriji. Druga sezona nam prinese tudi enega najbolj čustveno težkih trenutkov v celotni seriji – Bingojevo hospitalizacijo. V epizodi Bumpy in modri stari volčji pes Bingo pristane v bolnišnici. Serija nikoli ne pove natančno zakaj, vendar glede na to, ustvarjalec Joe Broom je govoril o tem, da je bila njegova najmlajša hči pri 3 letih hospitalizirana zaradi bolezni povezane z astmo. In glede na to, da vidimo, kako zdravnik posluša Bingojeva pljuča na hrbtu, kar zdravniki posebej počnejo pri dihalnih težavah, večina oboževalcev verjame, da je bila Bingo hospitalizirana zaradi astme. To je ena najbolj osebnih in čustvenih zgodb v celotni seriji. V drugi sezoni tudi izvemo za izgubo dojenčka v sami seriji in kjer semena Blueyinega prihodnega odnosa z Mackenzie tiho rastejo v ozadju. Prav tako se v drugi sezoni začne nova romanca, ki bo kasneje postala zelo pomembna. Frisky in stric Radley se začneta zaljubljati drug v drugega. To se zgodi postopoma in naravno in pripravi teren za enega največjih dogodkov v celotni seriji. Ta dogodek je epizoda z imenom Znak. Najdaljša epizoda, ki jo je serija Bluey kdaj ustvarila in ena najpomembnejših. Frisky in Radley skoraj odpovesta svojo poroko zaradi prepira, vendar to prebrodita in se poročita. Toda poroka ni edina stvar, ki se zgodi v tej epizodi. Chillyjeva starejša sestra Brandy se pojavi noseča, s čimer se ji izpolni največja želja. Bandit skoraj proda družinsko hišo, da bi sprejel boljšo službo arheologa v drugem mestu, a si v zadnjem trenutku premisli, ker se zave, kaj bi pustil za seboj. In dedek Bob, Banditov oče, ki ga dolgo ni bilo, se ponovno pojavi. Bil je v Indiji. Znak razreši zgodbe, ki so se razvijale skozi celotno serijo, zato traja več kot 30 minut. Vsaka sekunda je zaslužena. In nato pride zadnja epizoda 3. sezone – Presenečenje. Epizoda, o kateri še vedno govori celotna skupnost oboževalcev. Bluey lovi bandita z izstreljevalcem žogic. In čisto na koncu skočimo v prihodnost. Odrasla Bluey pride domov na obisk k Banditu in Chili in za vrati se skriva nekdo, ki drži izstreljevalec žogic točno tako, kot ga je nekoč držala Bluey. Je majhen kužek, Blueyina hči. Oboževalci so ji dali ime Indigo in glede na vse, kar lahko vidimo v njenem izgledu, še posebej tisto povešeno uho, je Mackenzie skoraj zagotovo njen oče. Toda oddaja tega še ni potrdila. Kaj sledi, se še vedno piše. Ludo Studio je napovedal film o Blueyu, ki naj bi izšel leta 2027. In glede na prizor v prihodnosti na koncu epizode Presenečenje, se zdi, da je zgodba o odraščanju Blueya še daleč od konca. Nekateri oboževalci verjamejo, da bi film lahko zapolnil vrzel med Blueyjem, ki ga poznamo zdaj, in odraslim Blueyjem, ki smo ga na kratko videli. Drugi menijo, da bi Indigo lahko sčasoma postal novi glavni junak, Bluey pa bi prevzel vlogo, ki jo je za njo igral Bandit. Ali se bo to res zgodilo, vele Joe Broom. Toda časovnica obstaja, ki sega od dečka na plaži v 80 letih prejšnjega stoletja, pa vse do majhnega mladička, ki se skriva za vrati z izstreljevalcem žogic. In nekako je vse povezano.